Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Torej, jaz sem bil kot opazovalec predvsem na območju Beograda. Tisto, kar sem tudi javno izrekel, zatem tudi stojim, tisto, kar sem jaz videl, tudi lahko argumentiram, če koga zanima. Recimo, jaz sem bil na 3 voliščih, oziroma ne vsega skupaj na 8 voliščih v širši okolici Beograda, recimo Zemun polje, Batajnica, Adila, torej to so neka taka bolj zanimiva volišča oziroma volilni okraji. Tam je bilo jasno, se recimo videlo in smo dokazljivo videli primere tako imenovanega bolgarskega vlaka oziroma bolgarski voz. Ne vem, če poznate to volilno mahinacijo, potem smo zaznali fantomske volilce. Recimo to se vam zgodi, ko jaz sem bil priča primeru, ko je gospa volilka prinesla pri seboj cel pok vabil na volitve in je rekla, da ona teh oseb nikoli v življenju ni videla, jih ne pozna. In ko so naši opazovalci potem preverili seznam volilcev, so vsi ti posamezniki že volili. Sicer so volili in na parlamentarnih in na lokalnih volitvah. Mi smo se opazovali parlamentarne volitve, lokalne volitve so bile pa sicer zelo posebne. In tukaj bi samo izpostavil, zelo podobna zgodba bo tudi na Madžarskem ob evropskih volitvah. In sicer, da so volitve lokalne in pa, moram še povedati, pokrajinske volitve v Vojvodini potekale istočasno. To sicer ni nič nenavadnega, nenavadno je pa to, da so potekale samo v delu lokalnih skupnosti, recimo v Beogradu, medtem v sosednjih občinah okoli Beograda pa lokalnih volitev ni bilo in bodo predvidoma marca oziroma aprila letos. Torej, kaj se je dogajalo? Enostavno šlo je za spremembo stalnega bivališča, se pravi, vi, če imate stalno bivališče, seveda lahko ali pa začasno lahko volite na lokalnih volitvah in tako so se pač pojavili novi volilci in zdaj dobivam tudi poročila iz Srbije, da se pač te volilni imeniki ponovno prilagajajo. Bilo je več očitkov o tem, da kako pač nekateri o tem do tega dostopamo, kakšen pristop imamo. Zdaj tukaj treba vendarle vedeti, da gre res za ene res osnovne demokratične principe in načela. Jaz sem bil tudi opazovalec leta 2022 volitev v Srbiji in moram reči, da recimo sprememba v teh 18 mesecih, če sem zelo natančen, je neverjetno. Se pravi, Srbija gre po poti nečesa, kar jaz mislim, da je na koncu ne tisto, kar imamo v sosednji Madžarskem, pa gre bistveno dlje. In gre bolj po nekem modelu, res na koncu praktično bote neka vrste autokratska država, se pravi, sama medijska pokrajina, so te ne bi izgubljal besed. Če kdo malce spremlja te televizijske programe, kot so RTS, Happy TV, Pink TV, zadnje čase sem tudi na Pink TV, sem opazil, sem zelo popularen, pa kar reden gost, sicer ne prisoten, ampak nič hudega. Mislim, to je dejansko nekaj, kar je neobvladljivo in pa zanimivo, nesprejemljivo in pa kar je zanimivo. Če gledate tudi na teh volitvah, imeli ste Vučićevo listo, Vučić je predsednik, pa sploh ni bil kandidat. Niti ni predsednik stranke, ki je kandidirala pod tem, se pravi Srpska napredna stranka. Tako je, gre res za eno stanje demokracije in tudi splošnega duha v Srbiji, ki je po moje slab tako za Srbijo, v končni fazi pa tudi za Evropsko unijo kot pomembnega partnerja, oziroma kot pravijo v srbski politiki, da je to strateški cilj, se pravi članstvo Evropske unije, čeprav moram reči, da ko poslušaš dejanja njihove politiko spremnosti, ti zdi, da pravzaprav to ni več njihov cilj.